Dobro jutro. Upam, da ste dobro. Zanimivo je v zadnjem času opazovati ozadja, če seveda ta niso pred zelenim zaslonom, na kateri se še javljate iz vaših domov, spet drugi smo že v pisarnah in zdi se, da se vračamo nazaj tja, kamor nas nekaj časa ni bilo, skratka v normalnost. Seveda vsi definiramo, da je to nova normalnost, da so stvari popolnoma drugačne in prav zato sem danes izjemno vesela, da se bomo lahko pogovarjali s tremi, ki so poznavalci gospodarskega prostora in ga tudi sokreirajo. Tako so z nami Nena Pergar, so predsedujoča naši investicijski komisiji in direktorica NP Consulting, Žiga Vižentin, so predsedujoči finančni komisiji in svetovalec uprave pokojninske družbe A in Marko Ketler, odvetnik. Naša tema danes pa bo predvsem to, kakšen je novi protikoronski paket, skratka ta tretji paket, ki je v pripravi, kaj je tisto, na kar opozarjate naši člani in kje menimo, da so še potrebne izboljšave in seveda, kaj bi želeli tudi pohvaliti. Tako da začenjam kar z damo, če se strinjata gospoda. Nena, dobro jutro. Moje prvo vprašanje seveda je splošen vtis, bomo šli seveda v podrobnosti, ampak splošen vtis o tem tretjem paketu, ki je v pripravi in ki ga je vlada že sprejela. Ajša, dobro jutro vsem poslušalcem, gledalcem. Hvala za povabilo na to jutranjo kavo ponovno. Kot Ajša ti dobro veš, smo se mi v zadnjih 2 mesecih obe komisiji, Komisija za spodbujanje investicij in Finančna komisija, kar precej aktivno vključevali in sodelovali pri pripravah protikoronskih zakonov, tako prvega, drugega, pa tudi seveda zdaj tretjega. Brez dvoma se vlada, pa ne samo naša, ampak vse vlade po svetu, ta trenutek soočajo z enim velikim problemom. Kako pravzaprav balansirati neko razmerje med pomočjo prebivalcem, zaposlenim in na drugi strani pomočjo gospodarstvu. In mislim, da se s to dilemo in s tem nekim ravnovesjem sooča tudi naša vlada. Kajti, če bomo preveč in predolgo puščali ukrepe, s katerimi bomo pomagali prebivalcem, bo seveda proračun enkrat prazen in na drugi strani se bojim, da bo gospodarstvo na ta način tudi malce preveč postalo okostenelo, ker na nek način ne bo pravega interesa, da bi res začeli z svojim rednim, normalnim, seveda normalnim, ko govorimo o normalnem, nič več ne bo normalno, tako kot smo mi poznali normalno do včeraj, nič več. Stvari so, če tisti, ki mislijo, da se bomo po tej koroni vrnili v svet, kot smo ga poznali prej, se motijo. Mi kot potrošniki se bomo prilagodili nekim novim razmeram, ne bomo več toliko trošili, ne bomo toliko potovali, ne bomo hodili v restavracije, več bomo naročali preko spleta. Skratka, to je ena čisto nova realnost, ki jo je treba upoštevati, seveda, in to sploh ni enostavno. Na eni strani ljudje, na drugi strani gospodarstvo. Ampak ne glede na to, mislim, da je v večjem delu tretji protikoronski zakon relativno dobro pripravljen, o njem boste verjetno lahko več tudi Marko pa Žiga govorila. Se pa bojim, da so ti ukrepi, ki jih zakon pripravlja oziroma predpostavlja, da nas dajo vleči se predolgo in s tem pri nas ne vzbuditi potrebe, da se vrnemo nazaj na delo. Samo primer, recimo, prejšnji teden smo imeli goste iz tujine in jaz sem po celi Ljubljani iskala prenočišče. Veste, da je zdaj že dovoljeno, da so pač do 30 sob nastanitve odprte. Našla sem 2 nastanitve, ki sta povsem neprimerni. Skratka, zakaj se ne vrnemo? To je vprašanje, ki se ga bomo verjetno še zastavljali. Seveda marsikdo tudi utemeljuje s tem, da so nerealna pričakovanja za tako malo gostov in tako naprej, če se navežemo na turizem, ampak dajmo iti podrobneje kasneje. Žiga, enako vprašanje, kakšen je tvoj pogled oziroma kakšen je tudi pogled Finančne komisije na ta tretji paket, ki je tik pred sprejetjem? Ja, se strinjam s tem, kar je Nena izpostavila. Jaz mislim, da v bistvu
če pogledamo, poleg tega zakona bi rekel, da je ključna stvar, zelo pomembna, da je Slovenija kot prva v Evropi preklicala epidemijo. To se mi zdi prvi dober korak, ki ni neposredno vezan na ta zakon, ker se mi zdi ključno je za vse posameznike in za gospodarstvo, da lahko čim prej začnemo normalno delati, poslovati in služiti sami zase. Jaz mislim, da večina ljudi to želi in samo, da je omogočeno. Se pravi, ta se mi zdi osnoven signal je bil zelo dober, ni bil vezan na noben zakon, se mi zdi prav tudi fino dobro za promocijo Slovenije, da smo ga prvi naredili. So pisali v številnih časopisih tujih o tem, o eni mali državi, sem bil z enimi Američani na vezi, so rekli, da ne morejo verjeti, tako da se mi zdi, smo tukaj dobre pike dobili in da se mi zdi, mogoče so v tujini še to bolj razumeli kot v Sloveniji, ker tako kot je Nina rekla, so neke dejavnosti še vedno ustavljene, čeprav bi že lahko delali. Tako da jaz mislim, da subvencije nikoli niso bile dobre ne za gospodarstvo, ne za ljudi, in tudi tukaj mislim, da moramo čim prej preiti na fazo normalnega poslovanja, dela, da bojo vsi lahko zase začeli poslovati in da so te ukrepi, ki so zdaj še omejevalni za določene dejavnosti, čim bolj življenjski in da jih tudi s časom prilagajamo. Od kako nosimo maske, pač preventivni ukrepi za vsako dejavnost, se pravi, da bo čim več ljudi lahko čim bolj normalno delalo in zaslužilo samo zase. Seveda pa so neke dejavnosti bile bolj prizadete in temu je namenjen ta zakon, ki mislim, da je malo bolj ozko usmerjen, kot sta bila prejšnja dva. Mislim, da daleč največja v bistvu stvar, ki jo prinaša, je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, poleg tistih bonusov za turizem, v katere je večino pozornosti bilo usmerjeno. Tako da mislim, da te osnovni ukrepi, ki jih prinaša zakon, so dobri, se mi tudi zdi, vse glede subvencije skrajšanega delovnega časa, da so relativno enostavni, da se je naredilo malo bolj enostavno pa pregledno kot mogoče pri prejšnjem zakonu. Tako da mislim, da v osnovi je ta paket dober. Je pa malo ozko usmerjen. Še vprašanje, Marko, enako naslavljam nate, torej z vidika tvojih strank, verjetno imaš veliko vprašanj, kakšen je pogled, kaj jih najbolj skrbi in kaj je tisto, kar najbolj pozdravljajo? Ja, hvala lepa, dobro jutro še z moje strani, lepo pozdravljeni vsi poslušalci, hvala lepa Ajša za vabilo. Torej, vsi zelo pozdravljajo uvedbo subvencij za skrajšani delovni čas, oziroma večina strank, nekatere panoge so bile zelo prizadete in veseli so, da ta nov paket uvaja skrajšani delovni čas. Želeli bi si, da je postopek malo bolj enostaven, čeprav vemo, da to v praksi včasih ni mogoče. Nekateri so presenečeni, da je ukrep čakanja na del doma podaljšan samo za dve panogi, turizem in gostinstvo. Tu predvsem stranke iz avtomobilske industrije. Namreč Slovenija je zelo vpeta preko dobaviteljskih verig v avtomobilsko industrijo. Si bi želeli tega ukrepa še malo dlje. Predvsem pa je problematično, ker v praksi stranke vidijo in opozarjajo kombiniranje dveh ukrepov, se pravi skrajšanje delovnega časa in čakanje na delo doma ni mogoče. Vsaj po tem zakonu oziroma po tem predlogu, ki ga imamo pred sabo, ki ga bo v petek Državni zbor obravnaval. Še bomo seveda šli na to, v tem trenutku pa prosim tudi vas za vaše mnenje, za vaše komentarje, predvsem poglede in vprašanja, če kdorkoli želi skratka z nami deliti svoja mnenja, zelo nam je pomembno, da slišimo z vaše strani, je v tistem delu, kjer imate vprašajček, seveda postavite vaše mnenje. Govorimo o več ukrepih, ampak nekaj, na kar pa opozarjajo naši člani, pa je vprašanje birokratske zapletenosti. Nekako slišim vaju, Žiga in Marko, po eni strani, Žiga, ti meniš, da je stvar gre v pravo smer, da je manj birokratskih ovir, Marko, ti pa praviš, da se še vedno zatika. Morda bi tukaj poglede obeh, Žiga, najprej morda, kje vidiš, da so stvari poenostavljene, kaj je tisto in tudi seveda potem komentar Marka, kaj pa vendarle v praksi potem ne zaživi. V bistvu tako, glede tega paketa nekih poenostavitev za nazaj ne prinaša, kot sem ga jaz povedal. Tako da v bistvu ni šlo zdaj v to, da so izkoristili ta zakon, da bi tudi za nazaj kakšne postopke
poenostavili, to je mogoče malo zamujena priložnost. Po drugi strani se pa lahko tudi zunaj zakona poenostavili, mislim, da bi jih bilo nujno, mislim, da bo Marko izpostavil par točk, kjer bi bilo to na mestu. Sam ta, recimo, ukrep skrajšanega delovnega časa, subvencioniranja, pa mi vse v osnovnem branju, seveda v praksi kakšna stvar potem še drugačna, se mi zdi malo vseeno bolj enostavno zastavljen, kot pa sta bila prejšnja dva ukrepa, subvencioniranje skrajšanega čakanja na delo. Ker vseeno v bistvu je pogoj, da koristi skrajšani delovni čas samo en, še tukaj v bistvu gre za oceno, ni nekih toliko strogih meril, tako da se mi zdi, da je ta malo bolj rahel. Tudi v bistvu lahko uveljavljaš subvencije različno po zaposlenih, en ima lahko 5 ur, en 15, en 20 ur, lahko jih uporabljaš za par zaposlenih, za ne, tako da tukaj mislim, da je ta del odprt, kar se da. Je pa res, da je v bistvu to samo znotraj tega ukrepa, ni pa možnega kombinacije z drugim ukrepom subvencije za čakanje na delo, to, kar je pa Marko izpostavil, to pa bi lahko bilo še zaželeno, ne. Zdaj, po drugi strani pa te subvencije itak ne bo več, oziroma po predlogu tega zakona ostaja samo še za hotelirstvo in pa turizem, in pa kot smo že tudi prej izpostavili, je neka fina meja, koliko je ta subvencija čakanja koristna še za koga, ker bomo iskreni, so prakse, da so pač tudi zdaj ljudje, ko bi lahko delali doma, ker je prihodek od subvencije enak plači in ni neke računice, da bi, ne. Sta dve plati, ki jih je res sploh v krizi težko zbalansirati in ne more se odrejati, noben ne more reči, ti si to zaslužiš, ti ne, ker tudi to ne bi bilo fair presojati, vemo pa, da vsaka možnost, eni jo izkoristijo iz pravih namenov, eni ne. Tako da je res težko v praksi tukaj narediti ta balans. Enkrat bo treba končati te subvencije, to je dejstvo. Tukaj vidim seveda Neno, ki prikimava, preden Marko gremo k tebi in čisto tehničnim zadržkom oziroma vprašanjem, vseeno Nena pogosto poudarjaš, kako pomembna je ta želja, da gremo nazaj. Tudi kar nekaj podjetnikov opozarja na to, da vendarle moramo iti nazaj delati, da poskušamo čim prej se aktivirati, se pa moramo zavedati, da je naše gospodarstvo res tudi vezano na tujino in ko stoji Nemčija, pravzaprav vemo, da stoji tudi veliko stvari v Sloveniji. Ampak vseeno, Neno, tvoj pogled na to, kaj narediti, da se bomo spet ponovno aktivirali, pa vendarle nekako s čim manj odpuščanja preživeli to obdobje. To je seveda zelo težko vprašanje, s katerim se po moje zdaj ukvarjajo vse vlade po svetu. Mislim, kako zagotoviti na eni strani varnost, da ne bomo doživeli novega vala pandemije in na drugi strani zagnali gospodarstvo. Jaz mislim, da smo to pandemijo zelo dobro ustavili in da je enostavno čas, da se res vrnemo na delo. Mislim, to je edini način, pri čemer pa seveda pričakujemo, lahko mi vsi, da bo tudi vlada, država ponudila ne samo finančno pomoč. Jaz sem že v preteklosti vedno znova poudarjala, ni toliko pomembna finančna pomoč, razne subvencije, ki smo jih dodeljevali recimo raznim investitorjem, kot je pomembno zanesljivo pravno okolje, enostavno pravno okolje, da postopki niso dolgi, da niso komplicirani, da se stvari hitro odvijajo. In te moram reči, zelo pozdravljam iniciativa oziroma predlog zakona, ki je zdaj tudi v postopku in sicer za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij. Ta zakon se mi zdi zelo pomemben in o njem lahko kaj rečemo še kasneje. Hkrati mislim, da bi vlada lahko še več naredila pri sproščanju različnih ovir, da bi tisti, ki bodo recimo izgubili delovno službo, postali lahko samozaposleni, vstopajo na trg kot samostojni podjetniki na raznih področjih, ne vem, pridelave hrane, ne znam, ampak mi imamo tudi za te reči zelo veliko nekih ovir, od licenc, certifikatov, pogojev, kako mora prostor izgledati. Dajmo te stvari čim bolj poenostaviti. Hkrati mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi vlada recimo razmišljala tudi o odpravi ali pa
tistim, ki bi na novo zaposlovali, da ne plačujejo za nove delavce nekih prispevkov. Skratka, mnogo je nekih možnosti, kjer lahko država odigra svojo vlogo, da se bodo ljudje hitreje vrnili. Konec koncev, poslušajte, se vsak je bolj ponosen, kot pravi, pred kratkim sem brala izjavo oziroma intervju z Juretom Knezom. Ljudje, ki delajo, imajo nek ponos in to prenašajo tudi na svoje otroke. Zato je zelo pomembno, da ljudem zagotovimo delo, službo. Govorili bomo seveda še o delu. Marko, ko pa gremo nazaj na vprašanje kombinacije različnih ukrepov, nekateri, kot je opozoril Žiga, se pravzaprav iztekajo. Kaj je tisto, če se vrnemo zdaj na ta moment, kaj je tisto, na kar bi želel opozoriti, kaj je tisto, na kakšen način poenostaviti to, da bo dejansko ukrep stopil v veljavo in bo tudi učinkovit? Ja, tukaj bi se osredotočil na ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki je en ključnih ukrepov tega tretjega paketa. Seveda, ukrep kot tak je dober in ga bo gospodarstvo seveda pozdravilo. Vendar je sam postopek, se mi zdi mogoče malo preveč birokratski, namreč podjetja bodo morala vsak mesec posebej dokazovati in na Zavodu za zaposlovanje poslati vlogo, s katero bodo zaprosila za subvencijo. In potem Zavod za zaposlovanje 15 dni časa, da o tej vlogi odloči in se sklene pogodba. Zdaj, iz zakona samega izhaja, da bi to bilo treba narediti vsak mesec posebej, se pravi za vsak mesec posebej podpisati pogodbo. To bi veljalo poenostaviti bodisi z eno vlogo, ki se potem z mesečnimi poročili strani upravičenca lahko spreminja, oziroma se lahko podatki o tem, koliko delavcev in za koliko časa dela po skrajšanem delovnem času, da bi enostavno delodajalci to samo sporočali Zavodu za zaposlovanje. Sam postopek je pa predviden kot postopek izbora delodajalcev z izbiranjem ponudb. To mi ni čisto jasno, da bi bil nek javni razpis, ni čisto jasno, kako bo to v praksi potekalo. Ampak koliko razumem, je omejeno sredstev, se pravi, sprašujem se, ali v primeru, ko bo na Zavode za zaposlovanje prišlo 1000 vlog, denarja bo pa za 850 vlog, kaj bodo naredili, a bo veljalo načelo, kdor prvi pride, prvi melje, ali bodo enakomerno porazdelili. To bi mogoče samo veljalo bodisi že v zakonu predvideti, bodisi s kakšnim pojasnilom ministrstva pojasniti, ampak okvir je načeloma dober, samo da bo v praksi strankam in pa podjetjem to lažje uporabiti, bi mogoče veljalo te določene stvari malo lažje urediti. Nenad, če gremo zdaj na temo garancij države, hitrejšega zagotavljanja tudi virov podjetjem, pa seveda tudi vprašanje, do kam naj država garantira. Tudi to so stvari, na katere smo opozarjali, morda malce ta pogled in še morda pogled na to, ali bi veljalo razmisliti, da za pomembna podjetja odkup terjatev naredi tudi ali SID banka ali DUTB, skratka, ali bi šlo tudi v to smer, kakšen je pogled komisije? Torej, če začnem najprej pri tem tvojem zadnjem vprašanju, odkup terjatev. Mi smo že v naši prvi pobudi oziroma predlogom k PKP1, Žiga se bo tudi tega spomnil, predlagali, da se omogoči v drugem paketu, v likvidnostnem paketu tudi odkup terjatev. Meni je pravzaprav povsem nejasno in nelogično, da je to že takrat odpadlo. Ker vsaj strani naših članov, Žiga, morda boš ti tukaj kaj dopolnil, je bil velik interes podan za odkup terjatev, ali strani SID-a, ali strani DUTB-ja. Nam je bilo pravzaprav to povsem vseeno. Se mi pa zdi, da takrat skupina, ki je delala na pripravi drugega protikoronskega paketa za ta odkup terjatev, ni imela velikega posluha, kar je mogoče škoda. Kar se pa tiče garancij, jaz mislim, da višine so ustrezne, čeprav so nekateri si prizadevali za še višji odstotek, kar za 100%, ampak vseeno se mi zdi, da kreditojemalec vendarle mora odgovarjati vsaj za en delež tudi sam, ker sicer je odgovornost, se mi zdi, se manj čutiš dolžnega, da tudi poravnaš dolgove. Prelahko bi bilo, če bi bilo vse na strani države, tako da
So pa, se bojim, postopki še vedno komplicirani, podjetja se pritožujejo, da težko pridejo do teh kreditov z garancijo države, oziroma, kot smo slišali od nekaterih naših članov, so celo banke pripravile svoje pakete kreditiranja, kratkoročnega kreditiranja podjetij, ki so ugodnejši od teh z garancijo države. Žal. Žiga, tvoj pogled oziroma pogled finančne komisije? Se strinjam glede terjatev in v bistvu tudi meni se mi zdi, da je to neka stvar, ki je kar izpadla, pa bi bilo v bistvu zelo pomembna in tudi koristna, ker bi bilo lahko na ta način manj državnih sredstev porabljenih. Tako da v bistvu se mi zdi, da je neka tema, ki je kar zelo, zelo spregledana bila in v drugem in v tem tretjem, brez enega mogoče širšega pojasnila, zakaj je temu tako, ne. Tako da ja, sem bil tudi jaz presenečen, da zdaj v tem tretjem paketu, ki smo čakali, da bo ravno od tega to noter prišlo, ne, praktično je tudi tukaj tega ni, ne. Pa že zdaj je malo pozno, ne, ker bi to bilo lahko že v drugem paketu, ne. Tako da ja, mislim, da je to tukaj neka zamujena, mogoče spregledana priložnost, ki bi se jo mogoče veljalo tudi še zdaj dopolniti. Vemo, da zakon še ni sprejet, ne, tako da jaz mislim, da tukaj bi se enostavno lahko še to noter upeljali. Ni važno, prek kje inštitucije, samo da se pač, se pravi, ta inštrument terjatev uporabi, ne bom rekel, potrži, ne, se pravi, da se uporabi možnost odkupa terjatev z bilo katere strani, ker bo v bistvu, če ne bo v bistvu pa res že zamujena priložnost, ne. Enako se strinjam glede subvencij, še to tudi ja, nisem pristaš, da bi država 100% oziroma jamstev, ne 100% jamčila, ker se mi zdi tudi zdaj v tej sili ihti ne smemo pozabiti, kaj bomo subvencionirali, kaj bomo kreditirali in pa kaj bomo jamčili, ne. Tako da ni zdaj to neka vreča, da moramo milijardo porabiti, ne, se mi zdi, moramo se pri vsakem vseeno vprašati, zakaj pa bo šla, ne. In tudi vsak, ki bo investiral, mislim, da moramo izkoristiti, da bo investiral v nekaj dobrega, boljšega, ne pa samo, da se bo porabil nek denar, ne. In da bo investiral z mislijo, da bo preživel posel, ne samo zdaj, veš, da ima res možnost, da bo posel rasel, ker če bomo investirali kar tako, da bomo rešili par mesecev življenja, pa bo potem podjetje vseeno propadlo. Mislim, jaz se spomnim v 90-ih letih, ne, takrat sem jaz delala na Ministrstvu za gospodarstvo. Mislim, mi smo takrat ogromno podjetjem je država pomagala, ker se je vedelo vnaprej, da nimajo nobenih možnosti, da preživijo. To ne dela te napake tudi danes, no. Skratka, da ne bo prišlo do nekih podaljševanj agonije, kakorkoli se to kruto sliši, seveda pa se moramo in se vsi zavedamo, kako pomembno je vsako delovno mesto in tudi tisto obdobje, ko se je potrebno prestrukturirati. Morda Žiga samo še vprašanje, Nena je opozorila na težavo, ki jo imajo tudi komercialne banke, ki na nek način izvajajo kreditiranje, tudi zaradi preveč zapletenih postopkov ali celo postanejo te krediti dražji in so oblikovali lastne pakete. Je tukaj finančna komisija dala kakšno priporočilo, kaj v tem primeru narediti, imate kakšen pogled? Ja, v osnovi se mogoče, no, če malo tako povemo, ne, ja, morda je v kakšnih primerih lahko komercialna ponudba boljša kot pa ta, ne. Mislim, da v osnovi moramo se zavedati, da je ta ponudba bolj mišljena za tistega, ki komercialne ne bo dobil, ne. Tako da mogoče iz tega vidika se razumem, da je temu tako. Seveda, če kdo dobi komercialno boljšo, ne uporablja, ne. Mogoče tudi tukaj ne smemo imeti upanj, da bo ta državna najboljša, ker vseeno je to nujna pomoč za tistega, ki ne bo dobil. Če dobi podjetje pri svoji banki kreditiranje ali pa likvidnostno financiranje, seveda ne ga vzame. Na državo v bistvu ne se obrne tisti, ki nima druge možnosti, ker tudi, če bojo vsa tudi zdrava podjetja delala v to, mislim, to ni namen tega, ne. Tako da mogoče imamo tukaj spet malo prevelike upe v tej smeri, nekje je bolj kritična pomoč, v tej pa jaz mislim, da naj trg dela svoje, naj pa ta krediti prek SID-a bodo za tiste, ki nimajo možnosti na trgu, oziroma naj potem vsak subjekt primerja ponudbe, tako kot pri vsakem poslu, ne. Tako, ja, ni nujno, da bo državna najbolj ugodna, no, če tako rečemo. Marko, seveda je potrebno, ko gre za kakršnakoli
subvencije oziroma garancije države ali pomoč države razumeti in upoštevati tudi evropsko zakonodajo. Ali v tej smeri vse tako, kot mora biti, kakšen je pogled Evrope in kako na to pravzaprav prilagajamo mi naše uredbe in zakone? Ja, seveda. Najprej uvodoma je treba poudariti, da se področje državnih pomoči v Evropski uniji spreminja. Se pravi, pogled Evropske komisije na državne pomoči pred COVID-19 in po COVID-19 je seveda popolnoma drugačna. To je Evropska komisija tudi z svojimi sporočili zelo jasno nakazala. Teh sporočil je bilo že kar nekaj od začetka pandemije in so bila 3. Na zadnje 8. maja letos, ko je komisija razširila začasni okvir na ukrepe v obliki dokapitalizacije in pa podrejenega dolga za dodatno podporo gospodarstvu v okviru izbruha COVID-19. Če se dotaknem recimo garancijske sheme, se pravi zakon, mislim, to v drugem paketu urejeno, omogoča, da poroštvo krije do 70% glavnice posameznega kredita danemu velikemu podjetju in pa 80% glavnice kredita danemu srednjemu, majhnemu ali mikropodjetju. Evropski okvir dovoljuje še več, 90%, tako da tu smo znotraj tega okvirja. Kar se tiče samega zneska glavnic, pa smo mi postavili mejo na 10% prihodkov v 2019, evropski okvir pa dovoljuje 25%, se pravi, je precej višje, nekatere države recimo so se odločile za višja kritja. Bi se pa tukaj mogoče dotaknil dokapitalizacije. Tega PKP3 ne ureja. Ne vem, ali država namerava v zvezi s tem karkoli storiti oziroma kakršenkoli poseben zakon sprejeti ali ne. Vendar, kot sem že omenil, je 8. maja letos komisija ta začasni okvir razširila, s tem omogočila ciljno usmerjen javni poseg v obliki pomoči dokapitalizacije. Seveda pa ta ukrep prinaša vrsto pogojev, ki jih mora država in pa upravičenci spoštovati in morajo izpolniti. Naprimer, morajo se dogovoriti za zelo jasno strategijo izstopa države iz podjetja, ki dobi državno pomoč. V tem času, ko je država lastnica tega podjetja, se prepoveduje izplačilo dividend. Za nekaj časa se tudi veljajo stroge omejitve glede prejemkov uprave. Se pravi, na voljo ne more biti, to mora biti edina možna rešitev, mora biti v skupnem interesu in tako dalje in tako dalje. Se pravi, zanimivo bo videti, ali se bo Republika Slovenija za tovrstno pomoč odločila ali ne. Pri čemer pa treba poudariti, da podjetja, ki so bila v težavah konec leta 2019, do takšne pomoči ne bodo upravičena. Pravilno. Morda se zdaj premaknemo na sklop infrastrukturnih projektov. Zavedamo se, da so to pomemben multiplikator. Nina, ti si že opozorila, da pozdravljaš nov zakon, ki je zdaj v sprejemanju, da bo skratka lažje priti do vseh dovoljenj, zato da boš lahko pomembne infrastrukturne projekte tudi izpeljal. Morda nekaj o tem, pa seveda tudi o javno-zasebnih partnerstvih. Komisija kot taka predlaga to kot pomemben vir financiranja in če lahko nekaj več poveš o tem. No, najprej za začetek se boste spomnili, da smo mi že k pripombam na drugi protikoronski paket med pomembna priporočila uvrstili zagon velikih pa tudi manjših infrastrukturnih projektov. Me zelo veseli, da vlada zdaj nekako temu tudi je prisluhnila. Zdi se mi zelo pomembno, da je zakon, ki bi naj bil sprejet in s katerim se postopki sprejemanja gradbenih dovoljenj oziroma vseh mnenj, soglasij poenostavljajo in krajšajo. Treba je povedati, da je samo v mesecu marcu, ko moramo upoštevati, da še ni bila tako zelo huda kriza, ker konec koncev ukrepi so bili uvedeni 13. marca, je bilo izdanih 1/3 manj gradbenih dovoljenj glede na marec leta 2019. Hkrati pa vemo, da je gradbeništvo največji multiplikator. Skratka, prav je, da vlada in mislim, da Ministrstvo za okolje in prostor temu posveča veliko pozornosti,
skrbi za to, da bojo postopki krajši. Mi smo zelo zbirokratizirana država. Ne glede na korono in se mi zdi, da bi bil poseg v poenostavitev vseh postopkov končno res nujen. In se mi zdi, da je zdaj, že seveda s protikoronskim drugim zakonom so bili nekateri ukrepi vezano na izdajo gradbenih dovoljenj sprejeti, ta nov predpis pa še zadeve dodatno olajšuje, precej pravzaprav imenovana bi naj bila neka koordinativna skupina. Jaz se sicer bojim, da zgolj ena komisija koordinacijska za vse nove projekte bo premalo. Jaz se bojim, da bi to pomenilo, in morda bi ta pomislek tudi izrazili ministru, da bo ta ena dodatna komisija pomenila, ker ne bojo uspeli. Jaz upam, da bo veliko projektov. Če se spomnite, predstavniki Darsa so nam pred kratkim na komisiji za spodbujanje investicij povedali, da oni zdaj pospešeno nadaljujejo z obstoječimi in novimi projekti, avtocestni odseki, mostovi, skratka, veliko želijo pravzaprav prispevati k rasti potrošnje in investicij. Skratka, zakon predvideva neko koordinativno skupino. To ni nič novega, v tujini sem jaz pogosto srečala, pa tudi na MČM smo o tem že govorili, da bi bilo fino, da ima država neko točko, nekoga, ki pelje investitorja skozi vse postopke in mu omogoči, da se ti postopki hitro izpeljejo. Moj strah je edino ta, da ena skupina bo za vse investicije, ker predvidene so pomembne investicije, za pomembne po zakonu so pa tiste, ki imajo vrednost nad 5 milijonov. In na prvem mestu po zakonu prednost imajo investicije zasebnega kapitala, kar je meni zelo všeč, šele potem naprej državne, pa iz kohezijskih sredstev in tako naprej. Skratka, tle bi morda jim predlagali, da je teh skupin več, ki bodo lahko peljale investitorja skozi cel postopek. Upam, da seveda bo ta skupina sestavljena na način, da ljudje ne bojo preveč birokratski, ker potem bo to samo še ena dodatna stopnja. Da ne bo stvar kontraproduktivna, javno-zasebna partnerstva, še Nina, pogled? Glejte, mi vsa leta že na MČM-u govorimo o tem, kako zelo pomembna so javno-zasebna partnerstva, in v tej situaciji, ko ni veliko denarja, ko bo država že itak zelo veliko potrošila za vse te ukrepe iz prvega, drugega, pa tudi zdaj konec koncev tretjega paketa, bi javno-zasebna partnerstva bila zelo, zelo pomembna. Je pa seveda težava v tem, da ima Slovenija, pa še marsikatera druga država, zelo malo izkušenj z javno-zasebnimi partnerstvi in zato obstaja do PPP-ja, če tako rečem, precejšen odpor. Ampak zelo dobre primere poznamo iz Kanade, Avstralije, Velike Britanije. Dajmo jih povabiti, naj nam pomagajo sestaviti prave modele. Denar pa mislim, da na trgu je, likvidnost je, predvsem pri private equity skladih. Ne toliko, mogoče bo večji problem, ne vem, Marko, me lahko tle dopolniš, morda bo v prihodnje malce večji problem pri strateških investitorjih, ampak pri skladih pa likvidnost je. Marko, tvoj pogled, bi javno-zasebna partnerstva in večje uveljavljanje tega mehanizma financiranja pripomogla? Kakšen je tvoj pogled s trga? Poznaš veliko investitorjev in private equity in strateških. Kaj meniš? Absolutno, sam model javnega zasebnega partnerstva je absolutno dober. Poznamo ne samo dobre primere iz Kanade, iz bolj daljnih držav, ampak tudi dobre primere iz regije. Recimo Srbija je v tem zelo uspešna in imajo veliko dobrih projektov, recimo v občini Beograd, kjer se recimo cel waste management sistem postavi na področju oziroma na podlagi javno-zasebnega partnerstva. Jaz sem žal v Sloveniji slabe izkušnje z javno-zasebnim partnerstvom, ker na katerem koli projektu sem delal, je končal v arbitraži, tako da nimam nekih dobrih izkušenj in uspešnih zgodb. Imam veliko uspešnih zgodb, kjer so investitorji kupovali podjetja, na področju javnega zasebnega partnerstva pa ne. In tudi po mojih izkušnjah se private equity skladi ne lotevajo radi javno-zasebnih partnerstev. Mogoče se bo to spremenilo v bodoče, ampak vsaj s temi, s katerimi mi sodelujemo, so malo zadržani.
radi grejo v javno-zasebno partnerstvo, kjer je v bistvu zakonodaja in kjer je track record uspešnih projektov že vpeljan. Ampak po moji oceni so zaenkrat še zadržani, ampak upam, da se bo to spremenilo. Ker tudi oni se, tako kot se v bistvu cel svet spreminja, se tudi oni bliskovito spreminjajo in jih spremljam objave njihovih predsednikov uprav in pisma, ki jih pišejo svojim investitorjem. Bliskovito se spreminja tudi v pravi svetu stanje in absolutno se bodo tudi oni prilagodili. Tukaj Žiga malce stran morda od javno-zasebnih partnerstv, pa vendar tvoj pogled tudi na to in seveda tudi na pogled financiranja strani pokojninskih skladov, za katere vemo, da morate biti bolj konzervativni, saj so vaši pogledi še bolj usmerjeni v prihodnost, pa vendarle, kakšen je tukaj pogled? Je to eden od načinov, kjer bi lahko Slovenija pridobila več investicij? Žiga, samo še tole. Absolutno. Tudi tukaj moramo vedeti v bistvu, da je denarja v pokojninskih skladih ogromno, v svetu, v Sloveniji malo manj, ampak vseeno tudi za slovenski prostor dovolj, ne? Tako da v bistvu moramo vedeti, da je to tudi ena priložnost, ki jo v Sloveniji še nismo izrabljali s pridom in je javno-zasebno partnerstvo dobilo nek tak negativen predznak zaradi par slabih zgodb, ampak mislim, da zato še ne smemo opustiti celotnega modela, ne? Tako da v bistvu je tukaj veliko priložnosti in ravno pokojninski skladi in skladi zavarovalnic so najbolj primerni za infrastrukturne naložbe, ki so varne, dolgoročne in mi imamo 30-40-letni lahko horizont. Tako da v bistvu smo v tem vidiku idealni kandidati, če so seveda partnerstva pravilna. In tako kot sta prejšnja dva že omenila, javno-zasebno partnerstvo je partnerstvo. Jaz sem prepričan, če bo do skladi, pokojninski, equity imeli občutek, da sta oba partnerja kredibilna, da se bosta držala dogovorjenega, bodo tudi vstopili. Tako da tukaj mislim, da je model odličen, morata pa biti oba partnerja s pravimi nameni pri temu in rabimo te prvih par dobrih zgodb v Sloveniji, se mi zdi, da bi prebili to famo, ki jo mogoče sami imamo in da tudi svetovni javnosti potrdimo, da znamo izpeljati take projekte korektno. Hvala, Žiga. Mnenje, ki smo ga dobili strani Janeza, je, da bi bilo potrebno javno-zasebno partnerstvo v Sloveniji postaviti na nove osnove, ker trenutna zakonodaja ni primerno zastavljena in ni pozitivno naklonjena privatnim investitorjem. Ravno to, kar smo slišali tudi s tvoje strani, da partnerstvo pomeni partnerstvo. In tukaj je seveda vprašanje, za katerega vedno znova se sprašujemo tuji in domači investitorji. Že v samem začetku je Komisija za spodbujanje investicij na MČM-u izenačila tuje in domače. Zdaj pa vidimo seveda, da FDI smo namreč prevedli kot foreign and domestic, ne foreign direct, ampak v tem tretjem paketu pa se obetajo nekatere spremembe, tako imenovana varnostna izjema, ki je seveda v veljavi tudi po drugih evropskih državah, ampak menimo, da pa v Sloveniji tokrat gre zadeva predaleč. Tako da, če se lahko na kratko osrediščiš na temo investitorjev, kaj je tistega, kar vidimo pozitivno, skratka tujih investitorjev in kje nas skrbi ta varnostna izjema? No, najprej, če lahko komentiram, v tem tretjem protikoronskem paketu so predvidene neke olajšave vezane na zakon o spodbujanju investicij. Nižji zneski so potrebni za investiranja kot pogoj za pridobitev državne spodbude oziroma pomoči in nižje število kot pogoj število novo zaposlenih delavcev. Kar se mi zdi v redu in prav. Konec koncev, če želimo pritegniti investitorje, moramo celo okolje zgraditi, ki bo za njih primerno. Kot rečeno že prej, jaz nisem sicer velik zagovornik finančnih spodbud strani države, zdi se mi mnogo pomembnejše, da je država kredibilna, zanesljiva, z pravnim redom, ki se ne spreminja neprestano. Ta del se mi zdi in tudi politično zanesljiva, to se mi zdi mnogo bolj primerno. Je pa seveda ta drugi del, ki ga je Marko že prej nekoliko omenil, pa bi ga morda on tudi lažje
razdelal in več pojasnil ta mehanizem za varovanje države pred neugodnimi tujimi investitorji, ki lahko pomenijo grožnjo, načeloma za slovenski prostor. Načeloma bi naj ta mehanizem bil enak, kot govori o njem uredba Evropske unije. Bojim pa se, da kot običajno mi evropske predpise nekako po svoje tolmačimo, jih zaostrimo in s tem onemogočimo seveda prost pretok znotraj Evropske unije. Marko, tle pa bi mogoče ti izpostavil lahko bolj natančno, kje ti vidiš težave med tem, kar prinaša zdaj ta tretji koronski kot spremembo zakona o spodbujanju investicij in od tistega, kar govori uredba Evropske unije. In morda celo, kaj pomeni to glede na pravila WTO-ja, Svetovne trgovinske organizacije. Ja, seveda. Torej, ta mehanizem za preglednost neposrednih tujih naložb, ki ga vpeljuje ta PKP3, seveda sam po sebi konceptualno je v redu. S tem ni nič narobe, to je v skladu z uredbo, to celo Evropska komisija spodbuja. V sporočilu za javnost je komisija marca letos spodbudila države članice, da če še nimajo teh mehanizmov, da jih vpeljejo. Namreč ti mehanizmi so pred koronavirusom že bili vpeljani v 14 državah članicah. In to mislim, da je absolutno pričakovano. Težavo, ki jo pa jaz vidim, je pa, da je mogoče ta zakon šel malo predaleč. Nisem prepričan, da je v vseh področjih skladen z uredbo in skladen z sporočilom Evropske komisije. Predvsem se mi zdi, da nekritično povzema uredbo in jo pač v določenem delu kopira in navaja, celo domneva, da je vsaka naložba v določene stvari, kot so recimo kritična infrastruktura, prehranska varnost, medicinske raziskave in tako dalje, da je v bistvu problematična. Po moji oceni bi bilo dobro, ker tudi komisija v sami uredbi poziva države članice, da bi se zelo jasno pripravil seznam dejavnikov, ki se lahko upoštevajo pri ugotavljanju, ali posamezna neposredna tuja naložba lahko vpliva na varnost ali javni red. Kar je pa še posebej mogoče sporno, da pa ta zakon definicijo tujega vlagatelja razširja. Namreč namen uredbe je ščititi enotni evropski trg. Se pravi, ščititi Evropsko unijo pred investicijami iz tretjih držav. Naš zakon pa v bistvu tujega vlagatelja tolmači tudi kot vlagatelja iz druge EU države. Nisem prepričan, da je to v skladu z uredbo. Zanimivo bo videti, kakšna bo reakcija Evropske komisije na takšno ureditev. Ampak, kot sem povedal, sam mehanizem ni problematičen, konceptualno. Vsebinsko pa mislim, da ga je potrebno dodelati. Potrebno ga je narediti predvsej bolj jasnega in predvidljivega. Investitorji, ki prihajajo v posamezno državo, tudi v Slovenijo, si želijo predvidljivega pravnega okolja. Se pravi, trenuten predlog tega žal ne omogoča. Ni niti jasno, kakšen je postopek, kakšno je pravno varstvo investitorja, če recimo komisija ministrstva odloči, da ne dovoli posamezne investicije. Rok, ki je določen, je dvomesečni in je instrukcijski. Vsi vemo, da v transakcijah so pač določeni roki, v katerih se pač mora določena transakcija od podpisa do zaključka izvesti. Tako da je tu še nekaj, se mi zdi, stvari, ki bo potrebno dodelati. Domisliti, ampak vemo pa, da je to že v petek na mizah v Državnem zboru, tako da verjetno je to nekaj, na kar res velja opozoriti in kjer vidimo potencialen velik izziv, če se bo na ta način sprejelo. Mislim, da smo to že danes opozoriti. In Marko, če nam boš pri tem kaj še pomagal, bo super. Res je, tudi z vidika investicijske oziroma Komisije za spodbujanje investicij želimo to opozoriti, ker nekaj tistih stvari. Seveda pa, kot rečeno, želimo kdaj tudi kaj pohvaliti. Vprašanje, ki smo ga dobili, Žiga bi naslovila nate, seveda vprašanje,
kaj rečejo, za $1 milijon, kako hitro se bo Slovenija pobrala, skratka, govorimo vedno v UL in tako naprej, kakšna strmina bo torej tiste črke, ki si jo želimo, da bi bila čim hitrejša. Nekako jaz sem že po naravi optimist, tako da sem tudi glede tega pobiranja kar zmeren optimist, ker za razliko od zadnje finančne krize, katero smo vsi izkusili na sebi, ki se je vlekla leta in leta, ima ta trenutna kriza zelo jasno in enostavno, ni enostavno rešitev, ampak jasno rešitev, to je delno učinkovito zdravilo oziroma cepivo za COVID-19. Za prejšnjo finančno krizo ob vseh pomočih, trilijonih počrpanega denarja v finančno-bančni sistem se preprosto zaupanje ni moglo nazaj vzpostaviti. Vemo, da je bil učinek tega katastrofalen tudi potem na realno gospodarstvo. Rešitev za vse ovire zdaj od potovanja do tega pa je pač delno učinkovito zdravilo. Seveda bo potem trajalo nekaj časa, da se bodo navade sledile, ampak tudi če sodimo po lokalih v Ljubljani, po letnih vrtovih, so se hitro napolnili, tako da mislim, da je ta kriza zelo drugačna od prejšnje, da je njena rešitev jasna. Mi v družbi tudi zelo podrobno zaradi naložb spremljamo številne farmacevte, kjer se zdaj dogaja razvoj teh zdravil in par jih je že v zelo obetavnih fazah, seveda morajo iti čez svoje postopke, ampak bi rekel v bistvu, da ja, smo lahko zmerni optimisti, da v roku pol leta do leta bo neka rešitev za to zdravstveno situacijo nastala. Seveda se bodo pa potem, tako kot so zdaj prizadeta, nekatera podjetja niso prizadeta, nekaterim gre bolje, nekatera so pa zelo prizadeta. Tako da je zelo specifična ta kriza, tudi znotraj turizma niso podjetja enako prizadeta. Tudi zdaj, ko se bo začelo odpirati, bodo ena veliko prešla nazaj kot druga. Tako da mislim, da je res razlika v tem, da je zelo tudi po panogah, po sektorjih ne moramo soditi, moramo praktično vsako podjetje skoraj posebej gledati in pa nekako rešitev je varna. Tako da jaz vse jasna. Tako da jaz mislim, da v roku pol leta do leta si lahko obetamo tukaj hiter napredek, ki bo za neke industrije čez noč lahko spremenil postopke. Tako da sem optimist. Na tem vsaka dobra kava se popije z dobro mislijo. Nekoliko smo jo podaljšali, ostalo nam je še kar nekaj tematik, med drugim tudi izjemno pomembno delovno-pravno področje, tudi EMČEM, Komisija za prihodnost dela in izobraževanja, namreč opozarja na to, da so zdaj tudi trenutki za prekvalifikacijo, da je to izjemno pomembno, da ne smemo pozabiti na talente in seveda tudi na to, da je potrebno tudi zakonsko bolj ustrezno urediti delo od doma, ampak to bo tema kakšnih drugih kav in drugih opozoril. Čisto za konec eno vprašanje, ki pa če smo začeli z damo, bomo z njo tudi končali. Nena, zate vprašanje, ki smo ga dobili od Jožeta, ali meniš, da bo sklad, ki sta ga pred kratkim nekako znanila Merklova in Macron, pomagal in kaj bo imela od tega Slovenija? No, v tej situaciji gotovo vsak sklad, ki bo narejen na nivoju Evropske unije, je lahko v pomoč gospodarstvom Evropske unije. Ko bo pa to lahko nam pomagalo, glede na to, da smo majhno gospodarstvo, pa počakajmo. Upam, da bo. Skratka, v tem upanju se vam vsem trem najlepše zahvaljujem za zelo aktivno, proaktivno delo. Seveda to, da želite pozitivno dialog, ki ga imamo z vlado in seveda z odločevalci, tudi usmerjati v to smer, da se sliši glas gospodarstva. Najlepša vam hvala, Nena, Žiga, Marko, nismo zadnjič skupaj, tudi ne ob taki digitalni, upam pa, da čim prej tudi ob kavi v živo. Hvala lepa pa seveda tudi vsem članom, ki nam stojite ob strani, ki skupaj z nami soustvarjate ta poslovni prostor, vnašate optimizem, še zlasti pa patron članom, kajti prav vi nam pomagate, da lahko delamo to, kar počnemo. V petek ponovno kava, Coffee to Connect in z vami bo Brina, zanimivo bo. Pridružite se. Hvala. Hvala.